No in ko smo pri predsedniku, ki ima zavidanja vredno podporo, prejšnji teden je Pahor napovedal svojo ponovno kandidaturo za predsednika države. Ja. Ker ne bi že dosti zlav 2016. Če je kdo pozabil, naslednjo jesen spet volimo vrhovnega poveljnika, kar pomeni, da bo velik del leta 2017 posvečen predvolilni kampanji. Zdaj, Pahor že tako živi, tako kot je predvolilna kampanja vsak dan. In ker govorimo o novodobnem predsedniku, je logično, da je za svojo kandidaturo naredil čisto pravi napovednik. Naslednjo jesen bo boj neizprosen, a on je pripravljen. Predsednik Klovn 2, vrnitev Bozota, kmalu. Več kot očitno obstaja velika možnost, da bomo Pahorja gledali do leta 2022. Ne? Se nas nam obeta še en tekmec. Ampak kdo bi lahko tako neumen, da bi se postavil proti populistu Pahorju? Lahko vam tudi že danes povem, da bo Nova Slovenija na predsedniških volitvah nastopila s svojim predsedniškim kandidatom, da bomo šli v to tekmo resno in zavzeto. Toninov Matej. Od njega pa nisem pričakoval, da skriva tako velike cojones. Ti Matej, koga ste pa predlagali v Novi Sloveniji? Se v mogoče vlogi predsednika države preizkusil spet Lojze Peterle? Bil je premier, bil je zunanji minister, hotel bil šef evroposlancev. Kaj se nam obeta, predvolilna bitka med čebelarjem in manekenom? Ne, to je samo pomembno eno vprašanje. Kakšen mora biti kandidat, da lahko premaga neuničljivega Pahorja? Lojze Peterle je mirnejši in bolj... Nos sem si dal popraviti, pa mi zobje ne delajo. Res. To zagotovo ne bo uspelo, ne, ker je Pahor postavil nova pravila igre. Ne. Če 5 let živiš s klovnom v bajti, valjda ne greš nazaj na dolgočasen fikus, ki ga vidiš sam na proslavah. No, če bo kandidiral Peterle, bo moral igrati zahtevno igro pahorjanske renesanse. Čim več orgelc, deliti bo moral svoj med, pecati bo mogel mlade punce, ali pa fante, ne vem. Kaj, 2017 bo? Takšen modern kandidat bi pritegnil mnogo mladih. Seveda bi se moral Lojze naučiti kotalkati, pa znanim glasbenikom v enem špilu odigrati, ampak ne vem, Stanjo Zajc Zupan na citre, ali pa Stanjo Žagar, en bariton. Lojze, če recimo dobiš Tanjo Pečar na svoje stran, si po pravilih džungle zmagal. Zdaj, kar hočem povedati je, če hoče Peterle postati predsednik države, bo mogel biti bolj Pahor kot Pahor. Zdaj, čisto mogoče, da je Nova Slovenija spet privleče nekoga iz Južne Amerike. Recimo Francisca El Rodeta. Latino strast, kot je imel Bajuk, to zmer žge, tega se spomnimo. Le Monde Conquistador, ki ga jaz vidim. Narod, skrajni čas je, da ta država postane kolonija Vatikana. In skrajni čas je, da denacionaliziramo celotno državo in jo damo vlast matere cerkve. Pa predsedniška palača bo na Goričanah, lepša bo kot Trump Tower. Najprej sem upal, da bo proti kandidat Milan Zver, ampak samo iz enega razloga, da imel to veselje, da mi lahko rekel, da se za mesto predsednika potegujeta Lepotica in Zver. Samo zato. Samo zato. Ampak zdaj pa hočem, da je proti kandidat Franc Rode. Ne? To je pravo nasprotje Pahorja. Rode je antimaterija, ki bo vrhovnega klovna zmlela v prah. Imeli bi čisto svojega Trumpa. Država bi šlo na slabše, ampak pomislite na to, kako zabavna bi bila predvolilna kampanja. Čeprav resnica je gotovo ta, da bo na koncu kandidiral ravno Matej Tonin. Glede na to, kaj je rekel novembra na shodu svoje stranke, me to ne presenetilo. Veste kaj? Če je lahko zmagal Trump, lahko zmaga tudi Nova Slovenija. A veste kaj? Če drek smrdim, pa tudi jaz smrdim. Odkar je zmagal Trump, ima tudi Matej upanje, da postane predsednik Slovenije. Zdaj, če strnemo zgodbo s sliko, en od njiju nima pojma, kaj počne,
ta drug je pa pes, ki vozi avto. Pozen je. Hej, živijo, Jure tukaj, to je naš YouTube kanal. Kliknite na ta gumb in se naročite, da boste na tekoče. A ja, pa polajkajte nas na Facebooku in na Twitterju. In vsak četrtek ob 10:30 nas pogledajte na Planet TV. Po pameti!